Še malo in obrnili bomo koledarje. No in zdaj ob meni predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, gospod Cvetko Zupančič, in najprej dober dan želim. Ja, dober dan, predvsem vsem kmetovalcem, članom zbornice in pa seveda vsem ostalim državljanom. S kakšnimi občutki ocenjujete leto, ki se v bistvu izteka? Letošnje leto bi lahko ocenil kot eno izjemnih, žal izjemnih na področju naravnih nesreč. Letos smo imeli prav vse od pozeb, toč, suš, poplav in na koncu potem je bil še snegolom, pa za jutri nam napoveduje še konec sveta, tako da hujš skoraj biti ne more, ampak vendar nikoli ni tako hudo ali pa težko, da ne bi moglo biti še bolj. Se pravi, takrat je prav čas, da strnemo vrste, razmislimo kako naprej in se pripravimo tudi, da začnemo delati za boljše čase. V letošnjem letu smo praznovali tudi 50-letnico skupne kmetijske politike, ki je dodobra zaznamovala tudi Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije in njeno delo. Ja, prav gotovo nekako ta skupna kmetijska politika v Sloveniji se je začelo tudi z Kmetijsko-gozdarsko zbornico. Dejansko zbornica je bila ustanovljena leta 2000 in tudi to obdobje v tem času smo dejansko z roko v roki peljali projekte, se pravi tudi jaz ali pa kot predstavnik zbornice si nekako jemljem to pravico, da lahko pohvalim ali pa rečem, da je Slovenija v evropskih pogajanjih za tisti čas dosegla veliko in da smo to prvo obdobje, ki je bilo od 7 do 12, pač imeli zadovoljivo, zadostno, se pravi to zadostna sredstva, ki so bila v tem obdobju potrebna. Seveda, vprašanje pa je, kako bo to od 14-20, potrebe so večje, prestrukturiranje kmetijstva je še potrebno in vprašanje, kako bo v prihodnje z temi sredstvi. Seveda Evropa tudi vedno manj namenja za kmetijstvo. Seveda kmetijstvo je močno tudi toliko, koliko je močno gospodarstvo, ker se le del teh sredstev evropskih nabira iz gospodarstva in ključno bo tudi v naši državi. Jaz vsekakor to zelo povezujem, veliko denarja se tudi v naši državi iz gospodarstva preteka v kmetijstvo, tako kot dodatni dohodek in seveda, če imajo državljani, se pravi denar, tudi več trošijo in lažje si privoščijo bolj kvalitetno, boljšo hrano, ki jo seveda naši kmeti pridelujemo. Po čem si bomo lahko še posebej zapomnili leto 2012? Ja, vsekakor na zbornici so bile volitve. Zbornica dobila nove organe, seveda tudi nove zadolžitve, nove odgovornost teh ljudi, ki bodo morali zbornico pač peljati naprej. Napoveduje se tudi sprememba zakona, se pravi ključna zgodba v samem zborničnem sistemu in pa seveda na področju kmetijskih zavodov. Se bomo še kako zapomnili to leto, kajti prav letošnjem letu je bil največji res sredstev za delovanje javnih služb in veliko je vprašanje, ali je ministrstvo iz tem, ko je dovolilo, da se toliko sredstva odvzame, ali je šlo iz temu predaleč. Prav v letu 2013, se pravi v prihodnjem letu, bo ključno, kako bodo sposobne te službe preživeti ali pa na koncu koncev se za tem so namenjene, da bodo dale zadostne usluge kmetom, ki jih ta trenutek še kako potrebujejo. Še enkrat pravim, zelo se bo odprlo vprašanje dejansko, kaj je ministrstvo svojo potezo, ki je privolilo k temu rezu, pač naredilo. Če ni, po moji oceni, lahko naredilo celo usodno napako. Za kolikšno zmanjšanje gre? Ja, seveda gre v letošnjem letu za 12% na nivoju plač in 10% na nivoju materialnih stroškov. Če vzamemo še lansko leto skupaj, je to minus 30 do 40%, kakšnemu pač se izračuna. S kakšnimi željami pa vstopate v leto 2013? V letu 2013 si želim predvsem miru tako na področju politike, v prvi vrsti tukaj imam v mislih, tudi vsa zakonodaja, ki prihaja, je v največji meri breme za tistega, ki je
uporabnik te zakonodaje. Zakaj? Zato, ker vse več se naprtuje pač kmetu, kot predstavnik kmetov moram to reči, da vse več je teh storitev plačljivih in želim miru v tem smislu, da bi se ta nalet ustavil, da bi tudi ljudje pri sebi začutili mir, da ne bi bilo te prenapetosti, ki jo čutimo tudi z ulic. Jaz mislim, da ljudje morajo izraziti nezadovoljstvo, tudi protestirati, tudi povedati svoje nezadovoljstvo, vendar to vse v okvirih, ki ni nasilja, ki je mirno, ki je nekako spontano in da pa oblast te mirne proteste, te ljudi razume in na njih odgovori tako, da ne sproža dodatnih nejevolj in pa agresije. Seveda vsem kmetom pa želim v tej dani situaciji, kakršna je, največjih uspehov. Želim, da ne bi bilo toliko teh, kljub vsemu, ki imamo že toliko nevšečnosti, da bi bilo bolj prizanesljivo tudi z področja naravnih nesreč. Kmetje, kot sem že povedal, že tako je stane slabo, pa še taki izpadi dohodkov, v večjih letih to ne moreš prenesti. To lahko preneseš enkrat, ne moreš pa to, če se bo to še kaj ponovilo. Hvala lepa za dobre želje in srečno seveda tudi vam. Ja, hvala lepa, vsem skupaj želim lepe praznike, blagoslovljene in pa seveda tudi srečno in pa predvsem zdravo novo leto 2013.